Dela. Super. Dobro je to, ja. Pozdravljeni nazaj na kanalu Džungla, z vami sem jaz, Dani, slovensko budalo. Kaj če vam zdaj povem, da nam sledijo, da nas poslušajo? Vas ne bo presenetilo, ne? Kaj pa če vam povem, da je šlo vse tako daleč, da socialna omrežja kontrolirajo človeštva? Torej, tam, kjer se ti nahajaš zdaj, oni hočejo tako, da se ti tam nahajaš. Seveda, preden ti odprem oči v realen svet, ti hočem povedati, da v neomejenem paketu A1 Vibe, ki ga dobiš znižanega že za 12,99 € na mesec, imaš vključeno glasbeno platformo A1 Explore Music by Deezer. Lahko poslušaš muziko brez oglasov, poslušaš svoje playliste ali pa že vnaprej narejene. Vajbaš non-stop 24/7 ali pa samo takrat, ko ti paše. Stranger Things. Zakaj sem zdaj sploh to začel? Ker vsi vemo, kak je popularna ta nadaljevanka oziroma serija na Netflixu. In pred kratkim, ko sem gledal neke novice o Stranger Things in tako naprej, sem videl komentar, ki me je zelo presenetil. In je bilo več takih komentarjev. In sicer, zakaj epizode tako dolgo trajajo? Zakaj bi se pritoževal na čas trajanja svoje najljubše serije? Odgovor preprosti, dragi moji. S tem komentarjem lahko vidimo, kako so ljudje postali nestrpni, vse hočejo na hitro. In tu je zdaj vprašanje, kaj je krivo. Danes vsi samo sedijo in gledajo TikToke. Danes je TikTok najbolj popularna aplikacija. Slišal sem tudi že par takih izjav, da brez TikToka jaz ne bi mogel preživeti. Torej, folku je že to navada. Celi dan dela to. In TikTok je nasplošno aplikacija, ki je prinesla ful novega hypa, ful novih različnih tematik, ful trendov in tako naprej. Ampak poleg tega je ful uničil TikTok človeštvo oziroma razmišljanje. Da ne boste mislili, da zdaj tu govorim, da je TikTok slaba stvar ali pa karkoli, tudi jaz gledam TikTok. In jaz tudi snemam za TikTok, tako da proti TikToku nimam nič proti, ampak to je pač druga stran tega TikToka. Naprimer, koliko screenov imaš ti v svoji galeriji iz TikToka, katere filme bi ti rad pogledal? Torej, da si videl na For You pageu nek zanimivi film in si rekel, pač jaz bi to rad pogledal, ampak še kar nisi, ker se ti ne da gledati 2 uri filma. Danes so tudi že posnetki na YouTube, ki zbirajo milijonske oglede. Te videi se imenujejo filmi na kratko. Torej, ti vpišeš na YouTube ime filma in ti vun vrže neke YouTube kanale, ko sedi človek in ti obrazloži celi point filma v 10 minutah. Kar jaz sem tudi že to gledal in ti pač basically ne rabiš gledati filma. Pogledaš teh 10 minut, ti človek obrazloži in je to zaključeno, gremo naprej. Že iskreno sem jaz opazil, da jaz sam ne gledam filmov, plus ne hodim v kino, ker hoditi v kino več ni nekaj zanimivega, kot je bilo nekoč, nekdaj, ko še to bilo trending. Danes nasplošno je vse odvisno, kaj je trending, kar je zelo manipulacijsko, se vam ne zdi? In glavna poanta socialnih omrežij, nasplošno medijev, je, da ti poveš človeku, da tebi nekaj manjka. Ti nisi popoln, nimaš brand oblačil, si loser, nimaš novega iPhona, čudak, nimaš novih Jordank, tako kot vsi, bedak. Ali pa enostavno pri puncah, ženskah, če nimaš dobre zadnjice, rečemo velike zadnjice, nisi popolna. Nekaj ti manjka. Verjetno vsi veste, kako zadnjico, oziroma to ne moreš reči zadnjico, kako guzo ima Kim Kardashian, ne? No in nekdaj so te pevke, igralke si delali te ogromne fake kritike, ker je to bilo pač nekaj trending, popularno in drago, kar so lahko imeli samo te zvezde. Ampak ko je že ta operacija postala basic in je to lahko naredila vsaka ženska, vsaka navadna ženska, za določene pare,
je to že šlo mimo. Torej, ko je že to praktično vsaka imela, se je pojavilo kaj? Točno, dajmo si večje sise. In ko so pa sise minile, pa imamo in sise in rit, kaj nam fali? Usnice. In je bil trend na ogromne žabje usnice. Little poor people have all the same BBLs that she had. She has to change it. Now the next new unattainable thing is being so extremely skinny. It's going to be interesting to see how this impacts the body image of women and girls. Razumete, kaj vam hočem povedati? Vsakič se pojavlja nekaj novega in socialna omrežja ti prav govorijo, ti rabiš to, ti brez tega boš loser. In dajmo že, če smo pri teh zvezdah Kim Kardashian in tako naprej, ko so si delali te fake zadnjice, prsa in tako naprej, čutim, da res, da to obdobje zvezdnikov, raperjev, igralcev, nasplošno teh Hollywood oseb, bo naenkrat samo propadlo. In te Billie Eilish, Travis Scott, vsi te zvezdniki, ko so za nas kao bogovi, bojo naenkrat nehali biti popularni, ker ljudje s časom vidijo, da to so navadni ljudje, folk razume, da je to navadni človek, nič kaj posebnega, ampak pač ima muziko, ima svoj film, ampak isto tak diha, isto vse dela kot jaz. In pač, zakaj bo vse to naenkrat izginilo, tak vsaj mislim, ker pač ljudje itak so se že večinoma vsega naveličali. Danes YouTube ni več, naprimer, to, kar je bil YouTube 2-3 leta nazaj. Danes ni več Instagram to, kar je bil 2-3 leta nazaj, ker je folk naveličan. Naprimer, dajmo Travis Scott. No in njegova partnerka Kylie Jenner, ali kak je ime, čakaj? Kak je tebi ime, stara? Kylie Jenner, ja, je objavila na TikTok Travisa po nastopu. Človek se je obnašal noro. Laufal je, razbijal je, kričal. In folk je v komentare pisal, da je on hudič, da je on demon. Ampak kaj je moje mnenje tu? Če pogledamo ta posnetek, Travis se tu obnaša, pač to, jaz bi rekel, da je to val adrenalina. Ko človek doživi tisto svoj nastop, on je bil po nastopu in verjetno na nastopu je bilo spet 20,000 folka, ker Travisa pozna celi svet, in je folk pel njegove komade, ga hajpal in po nastopu je dobil Travis svoj ta val adrenalina, svoj ego in je imel v glavi, da on je najjači, on je najjači in noben boljši. In tu je pol tisto, to je navadni adrenalin, to je navaden ego, malo ga hajpa, razbija in tako naprej, kot navaden človek. Tako kot vsi, tako kot ti, ko ti dosežeš neki svoj cilj in si pol ponosen na sebe, ampak to prikažeš na drug način. Torej smo tudi dojeli, da se ni treba klaniti in častiti teh zvezdnikov, ker so navadni ljudje, ker zares se je treba bati naših novejših tehnologij. Primer, dajmo na hitro to temo. Obstaja ena ptica, ne spomnim se točno kakva vrsta, kak se imenuje, ampak ta ptica zna ponavljati vse različne možne zvoke. He does a perfect hammer. His drill is a bit too good. In eni programisti so naredili program namen te ptice, torej pač, da človek govori v mikrofon 1,5 ure in naredi umetno inteligenco, ki lahko uporablja tvoj glas. Umetna inteligenca bo klonirala tvoj glas in bo govorila tiste stavke s tvojim glasom, katere ti v življenju nisi govoril. Ni to zanimivo? Jaz bi rad enkrat kupil ta program in ga probal in vse te napredke, naprimer
to z glasom, zakaj je to, pač kaj je poanta tega? Vse nove napredke, tehnologije, vsaki novi življenjski update, bi jaz kar temu rekel, prinaša k nečemu slabemu. Torej, naprimer, ta glas, kako se uporablja lahko kloniranje tvojega glasa, razen kot v kriminalu. Tako da, dragi moji, ne vem, kaj vam naj tu povem. Mi smo direkt pod kontrolo, mi smo navadne ovce, tako da ja, jaz vam tu ne morem zdaj želeti, ja, živite zdravo in ne vem kaj, vse pač pijte vodo, pazite se na sebe, telefone, pa itak niti jaz danes več ne morem zdržati brez telefona, to je normalno, tako da pač naj me snemajo, naj mi sledijo, naj delajo kar hočejo, jaz živim, uživam, delam pač to, kaj mi paše. Glih sem spil. Hvala za ogled tega videa, lajkajte, subscribejte naš kanal Džunglo, tako da ja, to je to. Lahko noč.